Tržačani z novim protestom nad plinski terminal v Žavljah. Za potrebe elektrovoda 311 zemljišč, da jim bodo vzeli zemljo, lastniki izvedeli iz medijev. Ta udarec je še toliko večji, ker se ni nič o tej stvari govorilo. Načrtovalci sploh niso nas informirali, zato so šli proti evropskih zakonah in tudi proti državnih zakonah. Protesti proti gradnji plinskega terminala pa se nadaljujejo v Trstu. Po nepričakovano hitro in sporno sprejeti odločitvi dežele, da za gradnjo izda pozitivno okoljsko mnenje, so se nasprotniki okoljske pošasti na Velikem trgu zbrali že v sredo. In tudi danes je tam že nekaj 100 ljudi. Kaj se torej trenutno dogaja, sprašujem Špelo Lenardič. Lep pozdrav iz Velikega trga, kjer so se nasprotniki gradnje plinskega terminala v Žavljah začeli zbirati pred slabo uro. Protesti potekajo mirno. Zbrani s transparenti opozarjajo na nezaslišane odločitve dežele in nesprejemljivost gradnje okoljske pošasti v Tržaškem zalivu. Okoljevarstveniki delijo letake in zbirajo podpise občanov, ki jih bodo nato predali lokalnim oblastem. Današnji protest so organizirali različne okoljevarstvene organizacije v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in predstavniki različnih političnih strank. Poglejmo si izjave. Qua bisogna fare un'azione di lotta costante e continua e che non si spenga ogni volta che c'è una cosa eclatante come quella che è accaduta la settimana scorsa, quindi che si vada palesemente contro i cittadini, contro la volontà dei cittadini. Si faccia presente a chi dovrà decidere poi sull'autorizzazione all'impianto qual è la volontà del territorio, che è una volontà diffusamente contraria al progetto e all'intervento. Več kot problem okolja, ki je zelo važno, problem gospodarstva, ki je problem Luka ne bi mogla več delati, če bi imeli toliko nevarnosti, in tudi prebivalcev, ker Milje je samo na 500 metrov oddaljenosti od tega nevarne naprave. Tako je več razlogov in zadnji problem, ki je bil največji, je to problem demokracije. La questione del rigassificatore è una cosa gravissima. Si stanno verificando fatti molto gravi sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista politico. Protesti se bodo nadaljevali, napovedujejo. Okoljevarstveniki ne bodo odnehali, prav tako ne lokalne oblasti. V Miljah bo prihodnji teden potekala izredna seja na temo gradnje plinskega terminala. Na pokrajini bo govora o tem, kako bo plinski terminal vplival na razvoj tržaškega pristanišča. Vsi pa še vedno nestrpno čakajo na oster in konkreten odziv Slovenije. Toliko iz Trsta. Špela, hvala. No, po odobritvi okoljskega dovoljenja je italijansko ministrstvo za gospodarski razvoj že objavilo uvedbo postopka razlaščanja zemljišč na območju Žavelj, Ricmanj in Padrič. Več kot 300 zemljišč, kot smo slišali, predvsem slovenskih lastnikov, ne bi služilo gradnji objekta. Obvestilo o razlaščanju je krajane razburilo. V prostorih službe za okolje in energijo Tržaške občine je na ogled dokumentacija o poteku novega elektrovoda med Padričami in Žavljami. Ta naj bi potekal pod zemljo, za potrebe gradnje pa naj bi razlastili okrog 300 zemljišč. Krajani so za obvestilo o razlastitvi izvedeli iz tiska, nekateri sploh še ne vedo, ali je njihovo zemljišče na seznamu. To je slabo vreme, ko pride strela dare, tako smo mi seznali. Se naenkrat je prišlo v časopise, da bo to ta elektrovod tekel po naših zemljiščih, nobene druge novice nimamo. Za sabo imajo prebivalci Tržaškega vzhodnega krasa slabe izkušnje v zadnjih 10 letih z gradnjo ceste Katinara-Padriče in daljnovodom Padriče-Tržič. Ta udarec je še toliko večji, ker se ni nič o tej stvari govorilo. Načrtovalci sploh niso nas informirali, zato so šli proti evropskih zakonah in tudi proti državnih zakonah. Z zadnjim protestom proti spornemu daljnovodu so dosegli le, da jim je družba Terna, ki naj bi gradila tudi elektrovod Padriče-Žavlje, odločbe vročila v slovenskem jeziku. V prihodnjih dneh se bodo krajani sestali na skupščini in odločili, kako naprej. Vsi tisti, ki so prizadeti, bomo to stvar ukrepali. Zdaj, koliko po naših izkušnjah, koliko bomo to dosegli, ne vemo.
Poleg škode je razlastitev še v nasprotju z zaščitnim zakonom, ki predvideva zaščito zgodovinsko-kulturnih značilnosti teritorija, na kar sta opozorili obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Dokumentacija bo na tržaški občini na ogled do konca decembra, nato pa bodo imeli krajani še 30 dni časa za ugovor.